V Sloveniji smo v Evropi, glede na število prebivalcev, eni od tistih, ki najbolj intenzivno uporabljamo matične celice za zdravljenje. To je seveda zaradi tega, ker imamo podjetje, kot je naša v Sloveniji, in ker je seveda klinični center in tudi drugi zdravniki so dovolj seznanjeni s tem in seveda preko kliničnih študij vstopajo v take terapije. Matične celice so postale zdaj nova paradigma zdravljenja. Kot vsaka nova paradigma rabi določena leta, da se prime, da se predvsem ugotovi, kakšen je potencial in najpomembneje, kakšna je njihova varnost. In tukaj sta dve ali pa več ključnih vprašanj. Iz praktičnosti bi si vsi želeli narediti neko univerzalno matično celico, ki bi jo potem lahko za vseh več milijard ljudi uporabljali, pač tako kot zdaj tablete. To seveda ne gre, ta tehnologija ne gre in zato mi razvijamo različne tehnologije, ki so, kar se varnosti tiče, najboljše. To pomeni, da ti uporabljaš tvoje lastne matične celice, ker pa mnogi ljudje danes niso imeli priložnosti, da bi jih shranili v časih, ko so bili mladi in zdravi, se pa uporabljajo dajalčeve celice. To pomeni, da mi darujemo določene svoje celice, ki jih ne rabimo, jih shranimo v bankah in potem iz teh celic naredimo nova zdravila. Ta pa imajo, kar se varnosti tiče, uporabnosti, kompatibilnosti, več varnostnih vprašanj, predvsem prenos bolezni, kot je pri transfuziji recimo lahko to problem. Največ so pa to zavrnitvene reakcije. Ta nova zdravljenja so pa tista, in to je pa nova terapija, kjer pa mi zdravimo, 4 paciente smo imeli do zdaj, bolezni presadka proti gostitelju, tako imenovana graft versus host bolezen. To je bolezen, ki nastane takrat, ko človeku z uničenim imunskim sistemom transplantirajo dajalčeve matične celice, te pa potem napadejo njegovo telo in taka bolezen je potem fatalna, za tega ubije tega prejemnika. Če pa mi vzamemo potem matične, tako imenovane MSC ali mezenhimske matične ali mezenhimske stromalne celice, kakor se znanost se zdaj še razpravlja, kako naj bi jih imenovala pravilno, te gojene celice od dajalca, od nekega tretjega dajalca, pa lahko zelo uspešno tako bolezen tudi zavrejo in seveda pomagajo temu človeku, da ozdravi ali pa vsaj, da se ta akutna bolezen spremeni v kronično in nenevarno za njega. Ista aplikacija bo potem potekala še na hudih avtoimunskih boleznih, kot je recimo Crohnova bolezen, revmatoidni artritis, lupus in tako naprej. In na tem področju pa uspešno sodelujemo z kliničnim centrom. Ideja je seveda, da to zdravilo, ki nima stranskih efektov ali pa jih ima predvsem manj, kot jih ima recimo kakšni kortikosteroidi, kakšna zelo agresivna monoklonska protitelesa, ki imunski sistem res uničijo. In mi bi pa radi z celičnimi terapijami ravno to preprečili in videli, če lahko one in v kateri meri lahko one pomagajo pri tem zdravljenju, ki bo bližje človeku in bo imelo manj stranskih efektov.